Polni pozitive poslušate Radio Zeleni val, še nekaj sekund in ura bo odbila 11 in v našem studiu pozdravljamo prvega današnjega gosta, Domen Puš je z nami. Domen, lep pozdrav. Lep pozdrav. Prav gotovo se ga te spomnili, v začetku prazničnega meseca decembra je že bil pri nas, ko smo predstavljali njegovo delo Brez izhoda. Gre za film, ki je bil takrat še nepredvajan, zdaj pa je zatem že projekcija v Ljubljani. Ampak danes je pa pri nas zato, ker se obeta projekcija filma tudi v Grosuplje. Tako je, ja. Zdaj smo v bistvu imeli že dve projekciji. Ena je bila v Izoli, je bila tako predpremiera, bolj sproščena tako za tiste, ki smo sodelovali. Pol smo pa imeli še v Koloseju tisto veliko premiero, Rdeča preproga pa to. Smo bili kar veseli z izidom, je bilo od 344 sedežev je bilo zasedenih malo več kot 300. Tako da smo bili kar zadovoljni z izidom. No. Se pravi, da lahko rečemo, da je bila zadeva skoraj 100-odstotna. Tako je. Malo mora biti, da se prav nabira en par jezicih, ne? Je pa res, da to je tvoj prvi izdelek, si pričakoval tako odziv publike, da bo prva projekcija tako polna? Mislim, ja in ne. Nekako smo pričakovali, no, da bomo skoraj polno dvorano imeli, ker pač še toliko ljudi, se pravi prijatelji, družina so hoteli videti. Ampak, da bo pa res toliko, skoraj res polno, ne, to pa nismo pričakovali, ampak upamo, da bomo še naprej takole zapolnili dvorane. In kaj so rekli potem po sami premieri tisti, ki so film videli prvič? Zdaj, zgodbo so bili zelo zadovoljni, je taka nelinearna struktura, to jim je bilo zanimivo. Zdaj, manjka nam seveda tista tehnična odlika, kako bi temu rekel, ker pač s takim budžetom težko naredimo kaj boljše. Drugače pa ja, večinoma so bili, oziroma 90% odzivov je bilo pozitivnih. In da še enkrat spomnimo, da to ne gre za komedijo, ampak gre za čisto drugi žanr tega filma. Že naslov je Brez izhoda, nekako ne bi šli po komediji. Ne, to je v bistvu thriller z vložki črne komedije, tako da je malo drugače, kakor smo vajeni slovenskih filmov predvsem. Zdaj primerjali so moj stil iz Tarantinotom pa iz Hitchcockom, če se prav spomnim. Zdaj, ljudem je bilo na splošno všeč, so pa tudi seveda, ni pa za vse film, ne. Kaj pa igralska zasedba? Kdo ti je pomagal? Znani ali še neuveljavljeni igralci? Zdaj, to so bili vsi čisti amaterji, noben še ni igral z izjemo enega, našega Ervina Šišića, ki je stand-up komedijant. Ampak tudi njemu je bilo tudi tuje tako dramatično vlogo igrati, ker je pač stand-up komik. Ampak so se potrudili in so, kakor so neizkušeni, so potegnili maksimum iz tega nastopa. Kaj pa tvoje videnje po sami projekciji kot režiserju? Kakšni so bili občutki, pa red carpet, pa publika ploska na koncu? Kaj to sproži pri tebi kot glavnemu pri filmu vse skupaj? Ja, zdaj, tako bom rekel, na začetku je bil kaos, ker je bilo toliko ljudi, pa malo je šepala organizacija. Ampak pol, ko smo pa dejansko prišli v dvorano, pa sem imel pred sabo 300 ljudi, ko sem imel na začetku en kratek govor. Takrat mi je bilo pa tako, malo sem bil živčen, ampak je bilo tudi prijetno, ne, ker vidiš podporo za nekaj, kar pač delaš. Tista pozitivna trema je bila pred publiko, ne, tisto malo je mora biti. Ja, točno tako. Ampak to je bila publika v Ljubljani pa v Izoli. Kaj pa publika doma? Domače Grosuplje, to pa bo še malo večja trema. Pa mislim, da bo zdaj v bistvu boljše, ko sem nekako se navadil zdaj na to nastopanje. Ampak ja, mislim, da ne vem, kaj pričakovati, no, zdaj kot sem rekel, mešana publika, mešani občutki. Dela prav gotovo ne bo v letu 2020 zmanjkalo, ne? Ne.
Ja, mi ti želimo uspešno domačo projekcijo filma Brez izhoda, pa da se potem ta film začne predvajati tudi drugod po Sloveniji, v večjih kinematografih, pa tudi manjših dvoranah, saj boljš imeti male dvorane polne, kot pa velike na pol prazne. Res je, res je. Ko pa bo karkoli novega doma, se pa spet srečamo v studiu Zelenega vala, da povemo, kaj počnejo Grosupeljščani za dobro kulture in pa seveda nasploh za slovensko videoprodukcijo. Tako je, hvala. Hvala ti še enkrat in torej za konec povabiva petek, 17. januar ob 19. Dom kulture Grosuplje. Tako je. Hvala še enkrat in vi vabljeni, da si torej ogledate tole stvaritev, ki jo pripravil Domen Puš z naslovom Brez izhoda. V petek pa se vsi skupaj vidimo. Hvala. Evo, lepo. Si hotel še kaj povedati, pol si zdaj prepozno.